Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. V tokratnem pregledu lokalnih dogodkov bi posebej izpostavili zbor krajanov krajevne skupnosti Pragersko Gaj, ki je bil sklican zaradi problematike izgradnje podvoza in modernizacije železniške postaje na Pragerskem. Zbor krajanov krajevne skupnosti Pragersko Gaj. Predstavitev knjige Slepec pisatelja Mitje Čandra. 30. otroški parlament. 8. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Pustna povorka po ulicah Slovenske Bistrice. Izjemen uspeh Twirling kluba Sašo. Zbor krajanov na Pragerskem, krajani Pragerskega, so skrajno nezadovoljni in zaskrbljeni ob informacijah, da je dolgo pričakovani projekt ureditve nadgradnje vozlišča Pragersko z izgradnjo podvoza Pragersko ponovno ogrožen. Čeprav je Direkcija za infrastrukturo že podpisala pogodbo za izvedbo del, ki bi se morala začeti v preteklem letu, se začetek naložbe zamika zaradi zapletenih postopkov pri pridobitvi okoljevarstvenega soglasja. Krajani menijo, da Agencija za okolje resno ogroža izvedbo projekta. Povečujeta se namreč tveganje izvedbe in sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev. Zato so v ponedeljek 17. februarja izvedli tudi zbor krajanov. Krajani so do zadnjega kotička napolnili kulturni dom na Pragerskem. Zbora so se med drugim udeležili tudi predstavniki Direkcije za infrastrukturo, dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in magistrica Karmen Furman, poslanka državnega zbora, ni pa bilo nikogar z Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje. Problematiko je podrobneje predstavil Matej Arnuš, predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj. Zbor pa je vodil dr. Andrej Godec, predstavnik civilne iniciative. Tudi magister Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice na Direkciji za infrastrukturo, je potrdil, da imajo nemalo težav pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja, vlogo so morali že nekajkrat dopolniti. Želel bi povedati, da ta projekt je tudi z našega vidika zelo pomemben, kajti to je edini odsek železniške proge na naših koridorskih progah, kjer še dela ne izvajamo in imamo v tem trenutku kategorijo C3, želimo pa si kategorijo D4. Kaj to pomeni? To je edini odsek, kjer lahko vozijo vlaki, ki imajo 20 ton na os osne obremenitve. Danes je standard 22 ton pa polna os. In to je, kot omenil, edini odsek v Sloveniji na koridorski progi, kjer še ne more preko tega odseka sodobna lokomotiva Siemensova, ki jo že imamo na slovenskih železnicah, prav tako pa ne vlaki z obremenjenostjo oziroma s tovorom, tako da so 22 ton pa pol na os naloženi. To pomeni, da tudi na progo Pragersko-Hodoš, ki je bila pred leti obnovljena in zaključena, ne moremo pripeljati teh novih Siemensovih lokomotiv in zaradi tega tudi imamo nevšečnosti na progi Pragersko-Hodoš. Zakaj? Zaradi tega, ker vozimo s temi starimi dizelskimi lokomotivami in ljudje, ki živijo ob tej progi, še vedno nam občitajo, da nismo kaj dosti naredili za to elektrifikacijo, čeprav je bila elektrifikacija eden tistih ključnih pogojev, da bi zmanjšali emisije hrupa v okolje. V končni fazi tudi danes vaša številčnost tukaj dokazuje pomembnost tega projekta za vaš kraj, za vaše okolje. Je res, da tukaj z železnico sobivate že preko 160 let in prav je, da tudi to železniško progo v tem vozlišču naredimo evropsko sodobno železniško postajo in predvideno je, da ko bodo dela zaključeni, da bo to železniška postaja zgrajena po zadnjih standardih, zadnjih evropskih standardih, na vseh področjih bo imela postaja tisto, kar pač danes sodobne železniške postaje imajo. Kje je težava, da ga nimamo?
Glejte, mi smo tisti, ki moramo to okoljevarstveno soglasje pridobiti, se maksimalno trudimo, sklicujemo sestanke, rešujemo, v končni fazi imamo ekipo, ki je pridobila okoljevarstvena soglasja in pa gradbena dovoljenja za več kot 3/4 avtocestnega križa, tako da ne moremo reči, da imamo neke začetnike v ekipi, ampak imamo ljudi z izkušnjami, z znanjem in kljub temu se soočamo vedno z novimi problemi. Tudi ti ljudje, ki imajo bogate izkušnje, veliko kilometrino za samo na tem področju, so začudeni, kaj vse se nam dogaja pri pridobivanju tega okoljevarstvenega soglasja. Tako kot je bilo omenjeno, mi smo maja leta 2015 dali vlogo za okoljevarstveno soglasje, predtem, 2017 maja smo dali vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Vloga po našem mnenju je korektna, popolna, vsebuje vse tiste elemente, ki vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora potrebovati. Izdelali smo presojo vplivov na okolje in v letu 2017 so nam prvič vlogo zavrnili zato, ker so ugotovili, da imamo v projektu predvideno pasivno protihrupno zaščito, se pravi menjavo oken na stanovanjskih objektih in da po tej njihovi novi filozofiji, oziroma po novem tolmačenju, to več ni protihrupni ukrep. Naj povem, na Pragersko hodo smo na približno 400 objektih zamenjali okna in tam je to bil protihrupni ukrep pri isti zakonodaji. Zakonodaja se ni spremenila, pa so na Pragerskem ugotovili, to pa več ni protihrupni ukrep in to ne morete izvajati. Samo za tolmačenje, se pravi, za razlago uredbe o hrupu je prišlo do tega problema. Na kak način ta problem rešite? Vsi se zavedajo, da v višjih etažah pri samostojnih objektih ni druge rešitve, kot pa menjava oken, da rešimo hrup v notranjosti. Ni. Razen, da bi celotno železniško postajo pokrili z nekim širokim tunelom, to je bila edina alternativa. Druge alternative ni. Ker ste vsi tega zavedali, ni druge preostalo, kot da smo potem začeli z aktivnosti, da se je uredba spremenila in da v tej isti uredbi o hrupu bilo napisano nedvoumno za tistega uradnika, ki je to prej bral, pa se začel drugače po ne vem kolikih letih razlagati, da pa pasivna protihrupna zaščita, se pravi menjava oken, je protihrupni ukrep, ker drugače to ne da rešiti. In se pravi, bilo je potrebno iti v postopek odpiranja uredbe na vlado, da vlada potem to uredbo sprejela. In danes imamo legalno tudi, če rečem temu tako, predviden ukrep menjava oken kot protihrupni pasivni ukrep. Potem, ko smo mi to dopolnili, se pravi, potem je bilo potem najprej uredbo spremeniti, ko se je uredba spremenila, smo mi vlogo dopolnili, s tem je dokazili in marca leta 2019, se pravi 22 mesecev potem, ko smo mi dali prvič vlogo, pa so oni ugotovili, hrup je zdaj urejen, kaj pa odpadke, ta material, ki bomo ga izkopali. Mi smo na naših projektih naredili x laboratorijskih preiskav tega materiala, ki ga izkopamo iz železniške proge in tako kot je prej že bilo povedano, samo v 2 primerih smo imeli tako imenovan nevaren odpadek v Celju zaradi stare cinkarne in pa v Murski Soboti na območju bencinske črpalke, kjer so bile cisterne in je bila betonska cisterna počela in je potem skozi tisto razpoko pronicala nafta oziroma gorivo v tisto zemljino in tam je bila zemljina onesnažena. To sta bila 2 primera, kjer smo imeli mi v Sloveniji nevaren odpadek. Na osnovi vseh ostalih analiz in na osnovi 3 vzorcev, ki smo jih vzeli na železniški postaji Pragersko, smo mi ugotovili, da na Pragerskem nimamo nevarnega odpadka in to smo tudi mi napisali v našo presojo vplivov na okolje, ampak tisti, ki to na Arso, zdaj to našo vlogo obdelujejo, so iz načela previdnosti, kaj pa če to vi zdaj nimate prav, ne, pa dajmo mi za vsak slučaj še naredimo nekaj preiskav. In potem so dodatno sedaj naročili, da smo mogli narediti 36 dodatnih vrtin,
Te 36 dodatnih vrtin stane 250 000 evrov. Mi smo v lanskem letu, takoj ko smo to dobili, smo rekli, glejte, imamo dve možnosti. Ena je, da se upiramo, pa jim hočemo dopovedati, da nimajo prav. Druga stvar pa je, da sledimo njihovi volji in njihovim zahtevam. Mi smo se odločili in obrali obe poti. Po eni poti smo hodili na sestanke in govorili, da to ni potrebno, dajte vi nam pogoje, pod katerimi lahko tukaj izvajamo, istočasno pa smo vse te aktivnosti, kar se tiče izpolnjevanju njihovih zahtev, tudi peljali. Mi računamo, da bomo, oziroma dejstvo je, mimo v mesecu majo vlogo dopolnili in potem računamo, da bomo nehali z nekim aktivnostmi, kaj še nam manjka, ampak bomo rekli, gledajte, če smo enkrat ugotovili to in manjka, to so dopolnili, gremo naprej. Ne pa, da bodo rekli, to so dopolnili, da pa še in to manjka, pa še to, pa to. Mislim, to je lahko igra, ki traja v nedogled. Da se bo potem začel ta postopek, potem še javna razgrnitev, tako da so tu da bi enkrat v jesenskem času lahko potem pridobili okoljevarstveno soglasje. Če dobimo okoljevarstveno soglasje v jesenskem času, potem mi dopolnimo našo vlogo za gradbeno dovoljenje in v letošnjem letu, tam konc leta, bi bilo teoretično možno začeti z samo gradnjo del. Tako da če bomo tisti terminski plan brez nekih velikih časovnih rezerv v nadaljevanju, če se bo po tem terminskem planu to zgodilo, potem tudi samo ocenjujem, da ni nekih tveganj, da tega projekta ne bi izvedli in da tudi tukaj ne bi porabili teh evropskih sredstev, ki tudi že imamo 40 milijonov evrov odobreni. Vkolikor pa bomo se s tem okoljevarstvenim soglasjem še ukvarjali, še mesece, pa upam, da ne leta, jaz bi si želel, da bi to v najkrajšem možnem času uredili, potem pa se ve postaviti tudi pod vprašaj sama izvedba tega projekta. Tako kot je bilo omenjeno, mi si razlagamo in vsi naši strokovnjaki si razlagajo, da okoljevarstveno soglasje morajo biti napisani pogoji, pod katerimi lahko mi izvajamo ta del. Rečejo, hrup je lahko takšen, če imate taki material, morate ravnati z njim s tem, da določijo pogoje, ki jih moramo mi upoštevati. Zdaj, danes, verjamite mi, da ne rabimo imeti samo inšpektorov, da ste vi vsi tukaj verjetno v tej vlogi, da nas boste nadzirali, da ne bomo tega kršili in mi nimamo interesa. Mogoče imajo gospodarske družbe interes, da bi želeli nek material, ki je nevaren odpadek, z njim narediti nekaj po domače. Mi tega interesa nimamo. Mi želimo narediti korektno projekt in tudi v skladu z predpisi izvesti. Je res, da v tistem obdobju, ko bomo tukaj gradili, bodo neke motnje. Bo tudi kakšen kamion več na cesti, treba ves ta material pripeljati, odpeljati, bo tudi mogoče se kje kaj kdaj kadilo, da bo kje kakšen material z kamiona padel ali pa z koles. Hrup bo verjetno tudi kaj tega, ampak gledajte, jaz razumem, pa verjamem, da boste toliko razumni, da veste, da to začasnega značaja in da to na nek način naložba v vašo prihodnost, da takrat, ko bomo tukaj zdeli zaključili, da bodo tukaj razmere bistveno boljše, kot so danes. Krajani so na koncu potrdili 5 sklepov. Sklenili so, naj ARSO izda okoljevarstveno soglasje po dosedanji praksi za infrastrukturne projekte na javni železniški infrastrukturi. Vse ostale analize se izvedejo med gradnjo ali med njo, tako da ne bo ogrožen projekt in se ne bo povečalo tveganje izvedbe ter sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev. Krajani želijo izboljšati infrastrukturo na območju vozlišča Pragersko, saj se bodo z izvedbo projekta vplivi na okolje zmanjšali. Manj bo zastojev, hrupa, tresljajev in izpušnih plinov. Problematiko vozlišča mora nujno obravnavati občinski svet občine Slovenska Bistrica. Pozvali so tudi državo za realizacijo projekta. Poleg tega predlagajo, naj ARSO zahteve po izrednih analizah, katere mora izvajalec upoštevati, navede v okoljevarstvenem soglasju. Krajani pa bodo budno pazili, da bo res tako. Pragerčani so še poudarili, da so zaradi neprisotnosti predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in ARSO na zboru in načina dela agencije ogorčeni in skrajno jezni.
Menijo, da je njihova pravica kot uporabnikov tega prostora, da sodelujejo in izkazujejo svojo odgovornost za aktivno iskanje rešitev. Zato predstavnike Arsa vabijo, da se oglasijo pri njih in si lokacijo ogledajo, ter potem takoj napišejo odgovor, ki ga pričakujejo. Krajani še zahtevajo, da jih Arso o svoji odločitvi do njihovih zahtev obvesti v roku 15 dni. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v ponedeljek 17. februarja v prostorih knjižnice pripravila literarni večer z Mitjo Čandrom in predstavitev njegove knjige Slepec. Roman Slepec je izšel pri založbi Litera, ki na kritičen, a na humoren način izriše portret človeka, ki ga želja pomoči zasvoji do te mere, da se prelevi v egoista in vase zagledanega povzpetnika. Hotel sem napisati roman, ki bi govoril preko dialogov, preko likov in preko prizorov. Ne pa na način, da bi v njem jaz na veliko psihologiziral, moraliziral ali recimo govoril, Slovenija je taka, Slovenija ni taka. Naj se vidi iz tega skupaj, kak to je in naj si vsak potem naredi svojo predstavo. Pa ste se težko odločili za to, da boste pisali roman, glede na to, da ste vendarle se ukvarjali z esejistiko pred tem? Zelo, ta odločitev me je popolnoma presenetila. Šlo je pa zato, da sem, vse pravim, 5 let nazaj, 6, začel nekaj pisati o tej svoji slavovidnosti, tako neko na pol esejistiko, na pol avtobiografsko, malo anekdotično, potem sem dal pa to za prebrati par ljudem, med drugim Dušanu Jovanoviču, režiserju, in rekel, da to bo polno brez veze. Kaj si jaz mislim? Rekel, si šele 40 let star, on je zdaj star 80. Rekel, da to več ne ni nič posebnega, to se brez veze. Rekel, daj ti reči eno fikcijo napiši, pa slabovidnost, pa politiko, da eno pa malo seksa, to bo ljudi zanimalo. Rekel, ja, Dušan, jaz to ne znam, ne. Rekel, kaj ne znaš, zakaj bi bilo treba v glavi imeti idejo, da ne znaš, začni pisati, bo že videl. In seveda je bilo to za mene šok, ker jaz sem 40 let niti podrazno, tako kot kao pameten človek, pod narekovaji, nisem razmišljal, da bi lahko jaz zdaj se tako sprostil, da bi prozo pisal, ali pa da imam talent za to. Ampak me je pa nenadoma začelo res zelo veseliti, ker je naenkrat mi ta fikcija omogočila, da sem na nek način lahko postal še bolj igriv in bolj iskren, kot pri vseh teh drugih tekstih, da sem odkril neke nove lege jezika, neke nove prostore, da me je začelo veseliti. Res pa je, ne, da kljub vsemu teoretičnemu znanju o tem, kaj literatura je, kaj roman je, ne, nazadnje smo na fakulteti se to učili, pa bral sem o tem, pa druge tekste urejam, pa vse, si kot na začetku. Dejansko nisem vedel, dolgo ne, ker sem vendarle tega mnenja, da moraš najprej s tekstom dolgo živeti sam, šele kasneje, ko bi že res zelo narejen, sem ga najprej dal ženi, ki je tudi bila najprej zelo kritična. No, da povem to do konca, nisem vedel, ali je to vse skupaj čudaška struktura, ker ni nekega klasičnega vrha, pa bolj razpleta. Pa mi je eden kasneje rekel, pa veš kaj s to ljubico, bi se še, ker tam ena ljubica not nastopa tudi, no, Sošolka je ime. Moram reči, da moj oče še zdaj ni do konca romana prebral, tako je bil ogorčen na polovici, da kaki da sem, pa sem mu rekel, če to je fikcija, pa še žena moja mu je rekla, pa vsi smo bolj dopovedovali doma, da je to fikcija, on še zdaj mislim, da mi ne verjame čisto dobro. No, gledam, ta ljubica se pojavi, pa pol kar zgine. In eden mi je rekel, pa kak zdaj to ti mogo malo veš, da neka dramatika, prije se, pa kakva dramatika, več tak se zgodi, ne, zakaj bi zdaj bilo tu dramatično, če pa je lahko tak, ne. No in pol to tuktaš še več takih stvari, a zdaj to je roman v pravem smislu, mislim nekaj, ki si ga predstavljamo, ali kaj. Pol recimo združitev te skrajno intimne problematike slavovidnosti na eni strani in po drugi strani politične, družbene tematike. A zdaj to res sodi čist skupaj, a ne, a je to čudaško. Koga zanima medresorski sestanek o, ne vem, čistilni napravi? Ali kaj imamo neko zgodbo, nek čistilni, nek center je okoljevarstveni, ker uradniki debatirajo o teh, kot sem prej rekel, izzivih, pa vsem tem. Sekaj, to samo meni tako zabavno, a bo zdaj to kdo bral, ne, razumem, da bo Monika to prebrala, ko se je fajn zdi, verjetno, kaj tega dosti videla, ne. Ampak zdaj, a to koga zanima? Pol recimo, ali pa recimo vseja vlade, tam kako on gleda, da bo Šalco, ali bo polil kavo, ali ne, pa pol ne, to zdaj ne veš, je to čudaštvo neko, ker slovenski sodobni prozi je tega malo. Politike je zelo malo, ali pa nekih prostorov, tudi prostorov uradništva in, ne vem, razvojnih projektov, je to za meni tako zanimivo, je to še komu lahko. In seveda, kljub vsemu temu teoretskemu znanju, o katerem sem prej govoril, mi ni bilo nič jasno, a to vse skupaj sploh paše skupaj, ne, in bolj je žena to začela brati, pa prva 3-4 poglavja,
prebere, pa reče, smilu, da nekaj slave volje. Je že bila sumničava, kaj sem jaz na Pohorju delal 5 let, ker sem pa vsak mesec šel na Pohorju. Pol pa vidim, da se začne smejati 5., 6., 7. pogled, sem rekel, no, zdaj pa že dober znak, nekaj pa vse eno. In prvi mi je ogromno pomagala, da sva ščistila tekst vsakih sentimentalnosti, patetike, da me je malo spodbudila tam, ker mogoče nisem vsega povedal, predvsem o svojem videu in tak dalje, da še treba malo iti naprej in sva imela res en lep dialog. Ampak on pa reče, da smo imeli najprej že kar malo rdeč, pa zaskrbljen, da to vse skup ni nič. Ne? In hoče reči, da je pisanje romana bilo ena velika osvoboditev in neko res presenečenje, da se ti lahko v življenju nekaj zgodi popolnoma novega in da lahko to dejansko vedno bolj neobremenjeno je. Za uvod v 8. redno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica so v četrtek 20. februarja občinsko sejno sobo zasedli učenci in učenke osnovnih šol iz občin, ki so bili udeleženci že 30. medobčinskega otroškega parlamenta. Mladostniki so razpravljali na temo Moja poklicna prihodnost. Učenci so govorili o delodajalcih, problemu karierne odločitve, sanjskih poklicih in poklicih prihodnosti. Mi smo na temo poklici prihodnosti se pogovarjali, kateri poklici bojo najbolj značilni za prihodnost, kaj se bo iskalo oziroma kateri poklici bojo najbolj potrebni. Ugotovili smo, da 65% poklicov, ki bojo ostali v prihodnosti, sploh ne poznamo. Saj smo šele sredi 4. industrijske revolucije. Iskani poklici v prihodnosti bodo predvsem vzgojno-izobraževalna dela in zdravstvo, saj imajo te ljudi stik z ljudmi, ne bojo jih mogli nadomestiti roboti. In pa več tehnologija, ekologija, saj prihaja do velikih sprememb na tem področju in pa ekonomija. Kompetence in potrebna znanja, pa predvsem komunikacija, socialna inteligenca, ko pač se nam zdi najbolj pomembna, kreativnost, da poznaš samega sebe in veš, kaj te zanima. Nekaj novih poklicov, ko se nam je pa zdelo pač en izmed najbolj zanimivih, so pa trgovec s časom, čistilec ozračja, profesionalni prijatelj, inženir rasti, spletni bankir. To so pač poklici, ko so se nam zdeli najbolj zanimivi, ki jih bomo še spoznali v prihodnosti. So pa seveda to pač samo predvidevanja, ki jih poznamo na podlagi tega, katere poklice poznamo danes, verjetno pa veliko novih stvari še pač, ko jih še zdaj ne poznamo. Otroški parlament je z zanimanjem spremljal tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, ki je mlade parlamentarce uvodoma tudi nagovoril. Občinski svet v Slovenski Bistrici se je v četrtek 20. februarja sešel na svoji 8. redni seji. Svetniki so uvodoma obravnavali problematiko vozlišča in železniške postaje Pragersko. Kot smo že poročali, so krajani Pragerskega zaskrbljeni. Skrbi jih, da je projekt ogrožen. Čeprav je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo že podpisala pogodbo z izvajalcem del, že od maja 2017 čakajo na okoljevarstveno soglasje strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Potek postopka pridobivanja soglasja je svetnikom podrobneje predstavil magister Dejan Jurkovič, vodja sektorja železnic pri Direkciji za infrastrukturo. Poudaril je, da so vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja morali že nekajkrat dopolniti. Predloge za pospešitev projekta, katere je pred kratkim sprejel zbor krajanov krajevne skupnosti Pragersko Gaj, pa je predstavil dr. Andrej Godec, predstavnik civilne iniciative s Pragerskega. Svetniki so sprejeli sklep, s katerim zahtevajo, da se pospešijo postopki pridobivanja manjkajočih soglasij, ki bodo omogočili pričetek izvedbe investicije. Poleg tega občinski svet zahteva, da se sredstva, skladna s poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, tudi v prihodnje namensko ohranijo za izvedbo projekta na Pragerskem. Občinski svet je v nadaljevanju seje potrdil tudi občinski proračun za leto 2020. Matej Španinger, vodja svetniške skupine SNS, je v drugi obravnavi vložil amandma, s katerim bi zagotovili 900 000 evrov za nakup nove gasilske avtolestve.
Kot je poudaril, je sedanja gasilska avtolestev stara že 35 let, zato je nujna njena zamenjava. Predlagal je, da bi sredstva odvzeli s postavk ureditev objekta na Vošnjakovi in plezalni center v Slovenski Bistrici. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je pojasnil, da so slovenjebistriški gasilci predlagali, da v letošnjem proračunu prednost namenijo nakupu gasilskih avtomobilov in opreme. Tudi večina svetnikov je bila mnenja, da mora stroka predstaviti svoje potrebe in da je sedanja lestev še uporabna. Amandma so svetniki zavrnili z 22 glasovi proti in 7 za. Svetniki so nato proračun potrdili z 28 glasovi za in nobenim proti. Strinjali so se, da je proračun naložbeno naravnan. Občinski svetniki so med drugim sprejeli letni program športa in program ljubiteljske kulture za leto 2020. Potrdili so tudi investicijske projekte za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju naselja Pokoše, rekonstrukcijo lokalne ceste Slovenska Bistrica Pečke in rekonstrukcijo lokalne ceste skozi naselje Zgornja Nova Vas. Odločanje o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu, pa so preložili na naslednjo sejo. Občinski svet je na seji določil tudi dobitnike občinskih priznanj in nagrad za leto 2019. Listino občine bo prejela Glasbena šola Slovenska Bistrica za izjemne uspehe in dosežke na področju glasbenega izobraževanja v Republiki Sloveniji in tujini ter 70 let delovanja. Priznanje občine Slovenska Bistrica pa bodo prejeli Ribiška družina Slovenska Bistrica za uspešno 60-letno delo na področju gojitve rib, varstva voda in okolja ter sladkovodnega športnega ribolova. Mirko Munda z Pragerskega za dolgoletno in uspešno delo na področju novinarstva in publicistike in aktiv kmečki žena Kebel za požrtvovalno delo članic pri ohranjanju kulturne dediščine in podob naših krajev ter 40 let delovanja. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, druga osnovna šola in osnovna šola Pohorskega odreda so v soboto 22. februarja pripravili tradicionalno otroško pustno povorko. Osnovnošolcem so se tudi letos pridružile skupine najmlajših mask, kar 11 skupin otrok iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, skupina otrok iz osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, Miška Frida, Ježek Rudi in otroci iz Fridine Mišnice. Zimo so preganjala tudi etnografska maska Košuta iz Pokoš in nekaj drugih mask, ki so se z veseljem predstavile obiskovalcem. Povorko so popestrili tudi nastopajoči Kut gasilske godbena pihala Spodnja Polskava, Kut Frajheimska godbena pihala in godbena pihala Kut Janko Živko Poljčane.
Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 17. februarja do 24. februarja obravnavali 10 kaznivih dejanj, od tega eno veliko tatvino, 3 tatvine, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari in 2 goljufiji. Spodnja Polskava. Neznani storilec je v gozdu požagal 25 hrastovih dreves in odtujil hlodovino. S tem dejanjem je lastnika oškodoval za 10 000 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je iz predprostora stanovanjske hiše odtujil mobilni telefon in s tem lastnika oškodoval za 900 evrov. Pragersko. Neznani storilec je na parkirišču pred železniško postajo namerno poškodoval osebno vozilo in s tem lastniku povzročil za 200 evrov materialne škode. Policisti so bili obveščeni o 11 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 3 nesreče druge kategorije, v kateri so se udeleženci lažje poškodovali, 3 nesreče z materialno škodo, v 4 primerih pa so odstopili od ogleda kraja nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. V enem primeru so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 3 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 6 obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 47 plačilnih nalogov in odvzeta 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 4 intervencije, od tega 2 intervenciji na javnem kraju in 2 intervenciji v zasebnih prostorih. V 2 primerih so kršitelju izdali plačilni nalog, v 2 primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Slovenska tvilnik reprezentanca, za katero sta nastopili tudi tekmovalki iz tvilnih kluba Sašo iz Slovenske Bistrice, Eva Mlaker, Sombolec in Leja Gorjub, sta skupaj z Marušo Ledinek in Niko Vetrih iz tvilnih kluba Zreče fantastično nastopile na Tvilmaniji v Združenih državah Amerike. Njihov izkopiček pod vodstvom trenerja ekipe Saša Koprivnika je 4 zlate, 2 srebrni in 1 bronasta kolajna. Zlata, srebrna in bronasta dekleta pa so povedala. Na tekmovanju sem osvojila prvo mesto v kategoriji parih freestylu, prvo mesto v timih in pa drugo mesto v dance twirlu. Drugače pa še tudi med top 10 senior posamezno pa top 10 tubaton kategorija. Bilo je kar stresno, moram reči, ni bilo tako lahko, kot sem mislila, da bo sicer. Je bilo pa vzdušje pa super, vse res top. Osvojila sem prvo mesto v freestylu ter še veliko drugih dobrih mest. Poglej, če te kar takole vprašam, je bilo kaj tiste pozitivne treme pred tvojim nastopom, ko ste torej nastopale na tako velikem dogodku? Da, je bilo. In kaj si pomislila potem, ko si osvojila to? Zelo mi je odleglo, da je bil to dogodek, ki ga ne bom nikoli pozabila in da je bilo zelo zanimivo. 11 dni ste bili v Združenih državah Amerike. Kaj ti je dejansko zraven tega rezultata, teh dosežkov puncami skupaj vtisnilo najbolj spomin? Da smo se zbližale in da smo uživale. In kakšni so torej Američani, kako so vas spremljali, kakšne aplavze so doživeli ob teh podelitvah? Vzdušje je precej drugačno, vsi so bolj prijazni, veseli. To smo osvojili z timom prvo mesto, drugo mesto, v paru smo osvojili drugo mesto. Predvsem sem bila sama v kotu, sem si ponavljala program v glavi, štela, si tudi govorila znam, zmorem, hočem, pa tudi s trenerjem sem imela veliko pogovorov. Predvsem uživali smo, povezali smo se veliko bolj, kot smo bile prej. Mislim, nekako smo postali neka druga družina. Na sprejemu v telovadnici srednje šole v Slovenski Bistrici, kjer se je zbralo veliko število uglednih gostov, staršev in navijačev, je bil vidno ganjen tudi trener in tvorec tvilninga v Slovenski Bistrici Sašo Koprivnik. Nismo pričakovali tega, ampak očitno ta energija, ki je bila ves čas prisotna tam v Ameriki, se je poklopilo in se pravim, punce so dale meni tudi eno lekcijo, kaj vse se da. Jaz kot trener njih spodbujam, pa pravim, da nikoli ni nemogoče, ampak tole je bilo pa tudi za mene presenečenje, tako da ne bom zanikal. Ja, v bistvu mi smo prišli tja kot outsideri, bi temu rekel. Domačini in ostali precej više postavljeni, kotirani,
ampak smo bili mi mogoče bolj sproščeni, oni so branili naslove, mi smo jih napadali. Skovali smo nekaj taktike za te, ker včasih je manj bolje, se pravi manj je več in to je, mislim, da nam vsem skupaj uspelo. In kako so punce same torej podoživljale na to te uspehe? V bistvu, ko je padla prva kolajna, je bilo neverjetno veselje. Potem je šlo še samo navzgor. Ko so začele padati ostale kolajne, je pa za trenutek nastala ena zmeda, en šok, ker niso pričakovali tega. Ampak motivacija pa mislim, da na 120%, 120 obratih non-stop, tako da punce so bile kapo dol, energija. Super. Je bilo lepo biti Slovenec v Združenih državah Amerike? Zelo. Videl sem večkrat v digitalni in v pravi obliki našo slovensko zastavo. Te majice smo nosili s ponosom. Tudi zapolnili so se nas, vprašali nas, kje smo, odkot smo, da smo jim pokazali, tako jaz mislim, da so se nas zapolnili. Vodja poti Jelka Vetrih na to veliko tekmovanje, kjer je sodelovalo več kot 1000 udeležencev, je v 11 dneh doživela veliko lepih trenutkov, s katerimi se je tudi vrnila v domovino. Jaz sem vesela, da so jim sanje uspele, da jim je po vseh teh letih uspelo in da so bile uspešne, v bistvu tudi na račun Sašata, ker brez njega tega ne bi bilo. Me veseli in sem res vesela, da je puncam uspelo. Ja, ker to je v bistvu tekmovanje velikih razsežnosti, ampak je zelo sproščeno. Kljub temu, da je ogromno tekmovalcev, je čist način tekmovanja drugačen, zelo sproščen, nobenih pritiskov, ničesar. Hvaležna sem vsem, da sem lahko sploh sodelovala z njimi in da sem podoživljala z njimi njihove sanje. Zmagovalno twirling družino sta na domačih tleh nagovorila župan Slovenske Bistrice, dr. Ivan Žagar in podžupan Zreč Drago Šešerko. Čestitala sta jim tudi direktor Zavoda za šport Marjan Štimec in predsednik Športne zveze Bojan Fajs. Zlatim dekletom je vrednostne čeke izročila predsednica Twirling zveze Slovenije Marta Pernat. Za odličen nastop preko luže pa se je zahvalila tudi predsednica domačega kluba Zdenka Škrinjar. O imenitnem dosežku mladih športnic pa je z izbranimi besedami govoril tudi župan dr. Ivan Žagar. No, jaz bi najprej čestital tako puncam za vse medalje, seveda gre tudi priznanje trenerju, ki skrbi ves čas za njih, ne smemo pozabiti starša in vseh drugih, ki pomagajo. Res pa tako, kot jaz pravim, če so Bistričani zraven, potem medalje sigurno tukaj. Zdaj punce so iz Amerike prinesle ne samo eno medaljo, ampak cel niz. Verjetno bi, če bi še trajalo nekaj dni, še sreča bilo samo 3 dni, drugače bi v Ameriki tako ali tako zlata zmanjkalo. Dejstvo pa to, da v Ameriki ni samo Melanija, iz Slovenije pa ni samo Dončić, ampak so tudi naše twirling punce bile tam in so tudi one pokazale Ameriki, kaj je to Slovenija in kaj je to Slovenska Bistrica. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Vse dobro in nasvidenje do prihodnjič.